Tokrat bomo temo posvetili pavloniji, najhitrejše rastočem drevesu v Sloveniji. Pred sabo pa imam hibridne sadike, kar pomeni, da enostavno ne ogrožajo invazivno naše okolje, kar je zelo pomembno, se ne razmnožujejo semeni. To je ena najbolj perspektivnih sort, Paulownia Energy. Ta enostavno ima zelo hiter prirast, raste 15 do 25% hitreje kot ostale sorte. Tole je Paulownia tomentosa. Tukaj vidimo nekaj spomladanskih poškodb zaradi poznega mraza, ampak ta sadika se brez težav obraste. Posajena je bila lansko leto. Vidimo, da je ta prirast od tukaj navzgor, glede na to, da je eno leto raste na tem mestu več kot 1,5 metra. V prvem letu taka Paulownia, čeprav je majhna, v 10 letih doseže višino 15 in več metrov. Zelo dobra je za tehnični les, ima zelo kakovosten les z visoko odkupno ceno. Tukaj je še nekaj ostalih sort. Rekel sem, da je trenutno najbolj perspektivna sorta Energy. Druga pa je sorta Pao Tong. Pao Tong pravzaprav je primerna za nekoliko hladnejša območja, kjer je tudi krajša vegetacija. Ta sorta prenese tam temperaturo do -33 stopinj, kar je daleč več kot okrasna Paulownia tomentosa, ta prenese tam -20. Paulownia Energy pa zdrži tudi do -27 stopinj, raste celo do +40, tako da vidimo, da so to rastline, ki so zelo trpežne, vztrajne, kot sem rekel, se ne razmnožujejo semeni. Vsi, ki jih kupite za trajni nasad, da tudi čez 10-15 let iztržite nekaj iz tega, gre za zelo dobro naložbo. Tudi sam testiram različne sorte, da se bom potem odločil za nasad, kajti če ob investiciji recimo 6000 evrov v nasad, vi profitirate vsaj 10-krat toliko v 10 letih, kar je zelo dobra naložba. Vse je seveda odvisno od cene lesa. No, tukaj pa imam še eno sorto, to je sorta Shangtong. Sorta Shangtong pa je 4-letna sadika, je pa zelo primerna za sušna področja, takšno kot je tukaj v Suhi krajini. Prenese tudi temperaturo tam okrog -28 stopinj Celzija, tako da preživi težke zimske razmere. Zelo pomembno pa je pri tej sorti, da jo lahko gojimo tudi na kakšnih bolj vetrovnih področjih. Tukaj piha močan veter, ima nekoliko ožjo krošnjo in pravzaprav prav zaradi tega bom jaz verjetno izbral sorto Shangtong. Tista najbolj perspektivna je Paulownia Energy, tudi to bom poskusil, čez nekaj let pa se potem odločil. Sorta Pao Tong tudi. Kar se pa tiče za Primorsko, je pa primerna Paulownia elongata. Ta sorta pravzaprav enostavno pa naredi zelo dober tehnični les. Kar se tiče temperatur, pa zdrži manj kot okrasna varianta Paulownia tomentosa. Za Primorsko, se pravi, enostavno tam zdrži od -15 do -18 za tista bolj topla področja. Vsi, ki želite imeti dober tehnični les oziroma deblo brez grč, pa je treba pravzaprav take poganke v spodnjem delu kar odstraniti. Še bolj pomembno pa je, da to naredite recimo na teh mladih rastlinah, da čim prej izrežete te spodnje poganke, kajti na ta način enostavno naredite deblo bolj ravno. Tukaj tudi ni treba, tukaj bo tudi košnja spodaj bistveno lažja. Potem pa čistimo te poganke, vrh pustimo, potem pa v naslednjem letnem prirastu počistimo še naprej, tako da enostavno potem deblo vzdržujemo gladko, brez pogankov, tam do višine 4-6 metrov. To je tisto, kar je optimalno. Pri Paulowni pa je zanimivo še to, da imajo listi zelo veliko energetsko vrednost in take poganke enostavno lahko uporabite za krmo. Zelo rade imajo živali, kajti
govedo enostavno. Listi vsebujejo približno 20% beljakovin, odvisno od sorte do sorte, podobno kot detelje, in je pač visoko energetska hrana. Tako da to ne zavržemo stran. V jeseni, ko odpade listje, pa so taki listi izvrsten vir domačega komposta, tako da vidimo, da treba izbrati samo pravo sorto in pravzaprav smo že veliko naredili. Kar se tiče ostalih sort, bodite pazljivi. Paulownia tomentosa je predvsem primerna za okrasni vrt. Paulownia tudi zelo lepo cveti in je zelo medonosna rastlina. Čebelarji sadijo tudi poleg panjev, kajti zagotavlja dobro čebeljo pašo. Kar se pa tiče sorte Paulownia Energy, je to ena vodilnih sort. Potem je tukaj sorta Pao Tong. Ta je primerna za bolj hladna območja s krajšo vegetacijo, zdrži tudi do minus 30 stopinj Celzija. Paulownia Shangtong pa pravzaprav za sušna, vetrovna področja z nekoliko ožjo krošnjo, dobrim tehničnim lesom. Vse te tri so primerne za les. Zelo dober les ima tudi Paulownia elongata. Ta je pravzaprav primerna za primorsko oziroma za področja, kjer ni toliko mraza. Zdrži tam temperatura od minus 15 do 18, tako da vidimo že, da je od sorte do sorte to odvisno. Poskusite tudi vi. Jaz bom testno posadil vse rastline. Vsi, ki se odločite za trajni nasad, pa seveda je treba hraniti račun. Tudi potrdilo, da so sadike res hibridne, da ne uhajajo v domače okolje in takrat pravzaprav lahko sadite Paulownia samo na njive oziroma treba zadevo prestrukturirati, nikakor se Paulownia ne sadi v gozd oziroma območja, kjer jih ne nadzorujemo. To je to nekaj o sortah Paulownie, jaz jih bom posadil, poskusite tudi vi.